Hvala, Juš, res je, ponovno se vračamo k knjigam in vesela sem, da na cestah ni preveč hudih zgodb, recimo temu tako. Zdaj se pa vračamo v studio Figovec. Z menoj tukaj je že Tanja Berger, ki jo tisti, ki spremljate naš program, že poznate. Bila je že tukaj, govorila je o tem, kako se v bistvu po 50. življenju šele začne, takšen je bil naslov teme. Danes pa bo predstavila dve svoji knjigi, ki jo je napisala. Jo boste pa najbrž na naši televiziji kar pogosteje srečevali, je stara znanka televiziji, tako da bo najbrž tudi ona kdaj sedela na temle stolu, ampak ne bomo nič kaj preveč izdali, kar se tega tiče. Tanja, dobrodošli ponovno v naši družbi. Dobrodošli. Dobrodošla tudi TV Ljubljana, res. In hvala, ker mi je dala to priložnost. Sem hvaležna, ker to je televizija pa radio, je res nekaj v mojem srcu. In hvala, no, da lahko danes pa sploh, kaj bom predstavila, to je pa sploh nekaj posebnega. Ja, televizija je en medij, pa radio je en medij, so pa mediji tudi knjige, pri katerih lahko sporočamo razne zgodbe ali razne sporočila. Kaj je vas pripeljalo do tega, da ste začeli pisati? V bistvu me je pripeljala ta moja zgodba oziroma situacija, ko sem izgubila sina. In ta bolečina in to trpljenje, ki ga nosiš v sebi, ko se ti kaj takega zgodi, a ne iščeš neke možnosti, da bi to bolečino dal ven. In jaz niti ne vem, kako je prišlo do tega, da sem jaz začela to knjigo pisati. Ne spomnim se niti trenutka, niti nekega poriva, ampak zgodilo se je, enostavno se je zgodilo. In to knjigo sem v bistvu pisala kar nekaj let. Samo verjeti moraš je naslov, ne? Tako, Samo verjeti moraš. In knjiga v bistvu je bila napisana v dveh delih. Prvi del je tisti del, kjer sem opisala to zgodbo o bolečini mojega sina, ki je trpel, namreč imel je raka. In kako v bistvu sem jaz šla čez to bolečino, oziroma saj tudi do danes nisem šla čez to bolečino, ampak kakorkoli, kako sem si pomagala. In potem sem iskala možnosti, kako iz tega ven. In drugi del, ne, in tudi zato sem prenehala pisati, ker sem rekla, zdaj je pa treba povedati tisto, kar se bo zgodilo kasneje. To se pravi, tisto, kar bo meni pomagalo, da bom prišla iz tega ven, da bom začela novo življenje, da bom nekako našla pot nazaj. Ne. Se pravi, prvi del je bil pisan iz bolečine, potem drugi del pa še vedno najbrž iz bolečine, ampak tudi iz rešitve. Tako, tako. To sta dva dela in vidi se razlika v pisanju, v prvem delu in v drugem delu. Ne. Prvi del je še vedno ta bolečina, jeza, žalost in vse, medtem ko drugi del je tisti del, kjer poveš, na kakšen način si pomagal, da si prišel iz tega ven. Tako da knjige so zato res sporočilo tistim, ki grejo čez to oziroma bodo šli čez to, ker če ti vidiš, da nekdo je izšel iz tega lahko, potem je to tudi zate dobro, da veš, da obstaja ta možnost. Da možnost je in da vidiš, da prvič nimaš občutka, da si sam v tem, ker dostikrat imajo ljudje, ko se znajdejo v tako hudih situacijah, občutek, da se to dogaja samo meni in se počutijo sami. Tukaj se lahko z nekom poistovetijo in potem tudi to pomaga najbrž, da zlezejo ven iz te hude bolečine in se vsaj nekoliko osvobodijo. In če saj en stavek spremeni, recimo njegov pot življenja, potem je ta knjiga pač naredila svoje. In jaz sem pisala v bistvu potem, ko sem se nekako zavedala, da že pišem to knjigo, sem brala eno knjigo, kjer piše, da v bistvu je lahko tvoja knjiga neko sporočilo in pa, da tisti, ki umre, pusti za seboj nekaj. To se pravi, da postane priča za življenje, ne za smrt, za življenje. Zato, ker tisti, ki ostane, lahko pove nekomu, glej, jaz ti lahko pomagam. Na ta način šla sem čez to in to je tisto. Tudi vsako leto, ko pridejo prazniki, novo leto ali pa rojstni dnevi, takrat praktično je bolečina še hujša, ampak vedno napišem nekaj, recimo na Facebook napišem nekaj o njemu, ker na ta način jaz njega postavim za en dan v življenje.
In takrat se mi zdi, da on zaživi in to je zame nekaj najlepšega. Vdahnete življenje, ponovno, ne? Tako kot ste ga vdahnili že na začetku. Zakaj pa je naslov knjige Samo verjeti moraš? Naslov knjige je pa Samo verjeti moraš predvsem zaradi tega, ker moraš verjeti, da obstaja izhod iz tega. Moraš verjeti, da obstaja pot iz tega ven. In to je tisto, kar sem jaz hotela v tej knjigi povedati, ne. Ker v drugem delu jaz sem si pomagala s knjigami, pomagala sem si s predavanji, ampak jaz sem bila takrat v stanju, ko enostavno moji možgani niso več bili tako kot prej. Recimo, če sem šla na predavanje, pol ure sem lahko spremljala, potem bi bil pa blackout in ni šlo. Ampak step by step, ne, s knjigami, predavanji, nekako sem našla pot nazaj. Ne. In katere poti omenjate v knjigi, če lahko? Kako ta knjiga naslavlja to, kako se soočiti z izgubo, kakšne rešitve predlaga? Govorim o bolečini, govorim o ljubezni, govorim o tem, da obstajajo knjige, ki ti dajo to znanje, ki ti pokažejo to pot. Potem govorim o tem, kako pomembno je, kateri ljudje so okrog tebe, kako pomembna je tvoja družina, kako pomembni so tudi tvoji otroci, ki istočasno doživljajo to bolečino, ne. Kako pomembno je, da je ta komunikacija obstaja, ne. In na začetku sem se v bistvu zaprla vase. Ni me bilo, ne. Jaz sem bila nekje med nebom in zemljo. Ampak vseeno sem... Na nek način, kot tudi vi umrli na nek način. Tako, ja, del mene je umrlo z njim in to je še danes, ne. Ampak vseeno je del tebe še vedno živ, ne. Tisti del je treba gojiti. Tako, in jaz sem bila vedno živahen človek in nekako borec in to je tisto, kar je mene rešilo, ne. Je pa res, da takrat, ko je najbolj hudo, vedno nekdo pride, da ti pomaga. Vedno. Nekdo, Bog, vesolje pošlje ti nekoga, ki ti stoji ob strani, da ti je lažje, da greš lažje naprej, ne. Ker ko doživljaš, ker moj sin je 6 mesecev v bistvu trpel, ne. 6 mesecev sem jaz trpela vsak dan, od jutra do večera. In v tem času človek res, da to preživiš, ne. Da to preživiš in da ti recimo zdravniki rečejo, konec je, ne, ampak ti še vedno verjameš. In ti še vedno verjameš in rečeš, ni res. In to je tisto, kar te potem enostavno reši. In v bistvu za nekoga, ki morda pa nima opore, je pa lahko ta knjiga v bistvu zdaj, ki ste jo napisali, ta opora, ki jo nujno potrebuje. Točno to. In hvaležna sem, da recimo knjiga je šla po celi Sloveniji na začetku, ker je šla v knjižnice, v osnovne šole in v knjigarne. In mi pišejo ljudje potem, ne, da so recimo v knjižnici vzeli knjigo in jo prebrali in da je, koliko jim je pomagala. Tudi veliko novih ljudi sem spoznala z enako usodo. In tudi vam to pomaga najbolj? Je tudi meni to pomaga, ne. In takrat, ker v bistvu opisati to, ne, z besedami je nemogoče, kaj preživljaš. Zna se pa začutiti, ne. Tako. Sploh vi, ki ste imeli podobne izkušnje, se znate začutiti med sabo najbolj tudi mi brez se besed. razumemo. Mi se razumemo. Pri nas ni treba nobenih besed, ker vemo, kaj je to bolečina, ne. Kaj je ta bolečina, ko ti otrok umre, ne. Pa vseeno, ne, knjiga pa je sestavljena iz besed. Pa mogoče, ker vidim, da imate kar nekaj zaznamkov, če bi katere izmed teh besed mogoče bi šla čez dno mečkam, da podelili z nami. Tako, ja. Bom šla čez dno. V bistvu prosila sem potem tudi recimo nekoga, da mi napiše neko spremno besedo in napisal mi je Borut S. Pogačnik, sociolog, psihoterapevt, in on je napisal, ne, v bistvu, kaj je ta knjiga prinesla. Avtorica knjige Globoke izpovedi o bolečini Tanja Berger nam sporoča, vsakomur posebej, da so poti do smisla življenja raznotere, ne. In sama je po sinovi smrti izkusila vse te tegobe,
vendar ni klonila in še vedno je otrok, ki išče. Ne? In to je res, kot otrok, ki se lahko razveseli tudi skromnega sončnega žarka skozi svinčene oblake, v ogledalu neke jutranje zarje. Ne? In to je to, v bistvu je on v tem vse povedal. Ne? Res iščeš tiste majhne stvari, ali je sonce, ali je, ne vem, oblaki. Pravijo, sreča je v drobnih stvarih. V drobnih stvarih. In takrat se zavedaš, da je res. Te te potegnejo. Ne? Mi bomo zdaj za nekaj trenutkov šli v oglase, po oglasih pa nadaljujemo še malce s knjigo Samo verjeti moraš, potem pa bomo omenili še drugo knjigo, ki je pa namenjena bolj otroški populaciji, tako da ostanite z nami, se gledamo. Smo že nazaj, dobrodošli v našo družbo. Z menoj tukaj je še vedno Tanja Berger in predstavljava dve njeni knjigi. Trenutno sva pri knjigi Samo verjeti moraš in Tanja je že malce predstavila njeno vsebino. Zdaj pa še malce se vrnimo k njej, preden gremo k naslednji knjigi, ki je bolj otroška literatura. Tanja, pozdravljeni v naši družbi. Omenili ste, da ste imeli tudi prav čudovito spremno besedo, malce ste prebrali tudi spremne besede, kjer je napisano, da ste vi še vedno imate to otroškost in to otroško živost v sebi. Kaj pa knjiga še prinaša? Knjiga v bistvu ti kaže neko pot, da obstaja, da je nek del resnice, ki jo doživlja človek, ki je izgubil otroka. In v knjigi opisujem tudi moje delo v hospicu, kjer sem v bistvu na začetku mislila, da to ni zame, ker bom spet šla v ta flow bolečine, ampak sploh ne. Hiša hospic mi je dala veliko. Mi je dala pomen o življenju, ker hiša hospic ni hiša smrti, to je hiša v bistvu življenja. Ja. Tam so ljudje, ki se zavedajo, kako malo življenja še imajo in ga zato živijo na polno. Ja, res je. Praktično, ko veš, da se ti čas izteka, pridejo na dan tiste vrednote življenja in to želiš podeliti z nekom. In to je tisto, kar sem jaz dobila v hiši hospic. Potem pa veliko sem brala, to se pravi, knjige so mi dale veliko. James Van Praagh, to je nekdo, ki piše o teh, da je življenje, obstaja po življenju. To je tudi tisto, kar je mene v bistvu dvignilo, da jaz bom svojega sina še enkrat srečala nekoč. In zato jaz se tudi ne bojim smrti, bojim se samo bolečine, recimo ob smrti, kar se vsi, ne pa same smrti, kot prehoda v neko drugo dimenzijo. In James Van Praagh, recimo, bom tudi prebrala, kaj pravi, ko se nam zgodi, da iz našega življenja nekdo odide, doživimo množico čustvenih in duševnih občutkov. Naša žalost je kot neskončen proces in to je velik proces, ki ga vsak doživi po svoje. Kot bi bili ujeti v neko brezno teme, takrat se tudi zapremo, takrat smo nekako zaprti. Vsaj na začetku poti. Žalovanje je sicer naraven proces in kot tako pa zahteva svoj čas. Včasih mislimo, da bomo bolečino vsaj malo preboleli, če jo bomo najmanj pokazali. Pa v bistvu se to drži. Tako da knjiga, mogoče se bo nekateri se bojijo, da tisti, ki so preživeli tudi to smrt otroka, da jih bo to spravilo v neko bolečino. Ampak ni, samo začetek je v bistvu tisti, kjer pa povem, kaj sem doživljala tistih 6 mesecev, kaj je doživljal moj sin v teh strašnih bolečinah. Drugače je pa to knjiga, ki te dvigne. Noter so tudi neke slikice, ki jih je napisala prav ena intuitivna slikarka, prav za ta namen in recimo... Se lahko pokažete, lahko obrnete? Lahko pokažem. Recimo ta slikica predstavlja ogenj, ki nam pomaga, da se dvignemo nad zemeljske težave in nam daje moč, da se vse postavi na svoje mesto.
In včasih se lahko že zazremo v to slikico in nas brez besed nekam popelje. Tako je, to so zdravilne slike, tako da res v to knjigo sem dala svoje srce, ker ti nekaj ne moreš napisati, kar ne doživiš na ta način. V bistvu gre to preko tebe, preko duše, preko tvoje duše, preko tvojega srca. In to je tisto, kar je ta knjiga. In knjiga je bila, kot sem rekla, že v knjigarnah, ampak enostavno sem jo dala iz knjigarne ven, zato ker knjiga je tam samevala, bila je žalostna. In sem rekla, knjigo bom jaz promovirala na drug način. Hočem povedati, da ta knjiga je moje življenje, ta knjiga je moja duša. In v bistvu ta knjiga je nastala nekako iz vaše bolečine in je bil kar velik proces, medtem ko druga knjiga, ki jo danes predstavljate, je pa kar stekla skozi vas lahkotno. To je pa življenje. Sraka Mica. To sem pa jaz, ker jaz sem tak otrok še vedno, meni je še vedno ta otrok. In meni otroci pa zgodbe, to je to, ne. Tako da ta knjiga je bila pa napisana, v gozdu, v 2 urah, praktično mi je bila diktirana. Jaz niti nisem razmišljala, da bi napisala otroško knjigo, ampak zgodilo se je in ta Sraka Mica je pač glavna. Hotela je priti na plano. Ja, glavno v tej zgodbi in govori pa o ljubezni. O ljubezni, kako otrok si predstavlja ta občutek kot en puhek, mehak občutek v srčku, ko doživi nekaj, ko nekoga objame, ko doživi ta občutek. Kaj to sploh je ljubezen, ne? In Sraka Mica z neko svojo zgodbo, tema 2 fantkoma, bratcema, to znanje da. V bistvu ima predstavi, kaj je to ljubezen, ima prenese. Z neko zgodbo, ki se je zgodila slučajno, njej, in skozi to zgodbo ona pripoveduje, kaj ljubezen je. Ne. In kako v bistvu pride do tega stika med Srako in med fantkoma? Kako je? Ja, v bistvu zgodba se začne tako, da to je družina, 2 bratca, igrata se v svoji sobici in poletje je in kar naenkrat pride na okensko polico ena Sraka. In gleda, kaj se ona 2 igrata in tako prihaja ona vsak dan, postopoma, dokler se ne razvije to prijateljstvo med njimi. Ne. In potem se že z njimi igra in raziskuje in tako dalje. Tako v bistvu je to ta zgodba teh 2 fantkov, ne, in Srake Mice. Ne. In ona je recimo v bistvu tista, ki je tudi nagajivka. To lahko malce pokažete, da vidite, kako izgleda. Bom samo malo. Da vidijo gledalci, kako izgleda Sraka Mica. Sraka Mica je res neverjetna. Takole je tale naša Sraka Mica. In takole ona pride na okno, ne, in kriči in vrešči, tako kot znajo, ne, Srake. Ja, glasne pa so. Tako, ja. In fantka se pa pogovarjata v bistvu že sama o tem, kaj ljubezen je. Ne? In pravita, včeraj smo se pogovarjali o tem, kaj beseda ljubezen sploh pomeni. Ne? Mamica in očka sta nam pripovedovala o tem. Velikokrat jo slišiva, naprimer, ko oče mamici reče, da jo ljubi, ko sosedova Kaja govori o ljubezni do svojega psička in mucke, in ko nekdo reče, da ljubi naravo. Vse to je ljubezen. In mamica in oči sta nama povedala, da je ljubezen čudovit občutek, ki se zgodi v tvojem srčku. Tako mehak in prijeten je, da želiš, da bi trajal in trajal. In zgodi se takrat, ko si srečen, ko te nekdo objame, ko nekomu pomagaš, ko lahko nekomu nekaj daš, mogoče samo nasmeh. Ne? In ona, da se pogovarjata o tem in potem pride ta Sraka Mica. In kako pa Sraka pridoda k njunemu dojemanju ljubezni? Sraka Mica pa v bistvu na ta način, da oni se igrajo, ona leta po celi hiši, brska, išče zanimive stvari, obožuje vse, kar se sveti in odnese tudi uhane in mamine uhane in ključe od očeta in tako dalje. Potem pa nekega dne ta Sraka Mica zgine, ne? Nije, ne? To je pa ta, če kamera pokaže,
Kamera na... Ja, to je pa to, kjer se pa zgodi, da Srakemice en dan ni več. Ne? In potem sta seveda ta dva fantka sta žalostna in oče in mamica in pravita, da najbrž je odšla zato, ker si je sama ustvarila svojo družino. Ne? No, in ona dva pač se s tem dolg časa nista mogla sprijazniti. Potem pa nekega dne, pride Sraka in vrešči na okensko polico. In ona dva nista vedela, kaj se je zgodilo, ampak mamica je prišla v sobo in je videla, da nekaj se dogaja, da Sraka hoče nekaj povedati. No, in vsi letijo ven iz hiše in Srakamica jih dobesedno vodi do gozda, do ene smreke, in pod smreko leži ta mladiček njen. Ne, to se pravi, mladiček je padel iz smreke in ona je hotela povedati, pomoč je iskala. Ne? No in potem oni tega mladička vzamejo v naročje, mama ga zavije v svoje krilo in ga nesejo k veterinarju. In potem se to zgodba nadaljuje tako, da veterinar jim je obljubil, da bojo ptičku pomagali in da bojo povedali, da bojo poklicali, kdaj bo ptiček čist zdrav. No, in ko ona dva prideta potem k zdravniku, oziroma veterinarju, veterinarsko kliniko, tam zagledata tega ptička. Ne. Ta ptiček je vesel, žvrgoli in ona dva pravita, takrat se je pa nekaj zgodilo v njihovem srčku. Ne. Ljubezen, ker ona dva zdaj vidita, da sta pomagala, kako lahko sta pomagala Srakemici, da je njen mladiček danes zdrav. Ne. In ta občutek njihov, ki ona dva pravita, ja, to je tisto, o čemer sta mama in mamica in oči govorila. To je ta občutek ljubezni, ko nekoga dobrega iz ljubezni narediš za nekoga, ki potrebuje tvojo pomoč, si potem nagrajen s to čudovito, toplo, kot puh mehko energijo v srčku, je najlepši občutek, ki se ti lahko zgodi. Res je. Ne. Tako da čudovita zgodba. Ker nam zmanjkuje časa, Tanja, kje lahko dobijo gledalci te dve knjigi? Lahko me kontaktirajo preko Facebooka na zasebno sporočilo Tanja Tanči-Berger. Lahko takrat neka komunikacija. Bom pa podarila 4 te knjige, 4 od vsake knjige in prosim za tiste, recimo, če nekdo ve za nekoga, ki se mu je zgodilo to, ki mu je umrl otrok, naj me kontaktira, da mu knjigo pošljem. Se pravi, da naj gledalci direktno vas kontaktirajo. Tako. Bomo tako rekli. Ja. Bomo napisali na Facebook, da bodo vedeli, kam se obrniti. Hvala, Tanja, za ponoven obisk v studiu. Upam, da se prav kmalu vidimo, mogoče zdaj po dopustu, ker zdaj bomo malce vsi bolj dopustniški. Ja, tako je. Mogoče čisto za konec še to, se obeta še kakšna knjiga? Ja, jaz ne bom rekla, da sem pisateljica, zaenkrat še ne, mogoče bom, čeprav imam to željo, da bi bila. Mogoče bi pisala naslednja, kar bi bila pa hvaležnost. To se pravi, ljubezen, hvaležnost, to sta dve stvari, ki sta najbolj pomembni in velika in pomembna energija, ki nam jo ponuja življenje. Mi smo hvaležni, da ste prišli te dve knjigi v studio predstaviti. Hvala vam in se gledamo še kaj. Hvala tudi vam. Hvala. Mi gremo zdaj v oglase, po oglasih pa tudi v tele knjigici je bilo govora o živalicah, še več o živalicah pa bo govora strani Pije na terenu po oglasih, tako da se gledamo.